Za mojim hrbtom sta dva sibirska tigra, Katja pa Wotan. Bili so pred 2 leti pripeljani iz Nemčije, 3, v bistvu enega nimamo več. Žalostna zgodba, nekaj dni preden bi dopolnil 1 leto bivanja v parku, je žal zaradi bolezni izgubil boj. Te dva pa veselo živita svoje zadnje leta. Ja, njihova pot se je začela v nemškem cirkusu. Tu so mladički bili v istem leglu. Cirkusi iz živalmi ne delajo prav humano. Metoda navajanja ali pa trening temelji na strahu in seveda treba ga odcepiti mladičkom in to smrtni strah. In ja, potem ga celo življenje samo vzdržujemo. To je trening in seveda ta trening je toliko dosleden ali pa agresiven, da se zveri bojijo same svoje sence in uboga in naredijo vse tisto, kar jim kdo prikaže oziroma zahteva od njih. Tile 3 tigri so pač imeli srečo, glede na to, da sedaj cirkusi zapirajo. Lastnik jim je poiskal dom, bil je odgovoren lastnik, dejansko so mu dajali kruh, od njih je živel in njih prepustil na milost pa nemilost trgu. Poiskal jim je namestitev in našel je naš park. Pot je bila zelo adrenalinska, 3 tigri v kombiju, seveda z vso opremo, dovoljenji in tako naprej. Ni enostavno, da ti pol metra za hrbtom dihajo 3 200-kilogramske ali pa še težje zveri. Tudi raztovarjanje je bilo precej adrenalinsko. Obenem pa tudi pot prepredena s številnimi preprekami, predvsem birokracije. Ja, ampak z vztrajnostjo so tigri dospeli v park, živijo svoje življenje, v bistvu šele zdaj živijo svoje življenje. Prej so životarili. Njihov dom je bila kamionska prikolica, šotor, nastopanje, pa palca, obstaja tudi električna palca za treninge. In po namestitvi v parku je sledil šok, živali 2-3 tedne niso ne jedle, ne pile. Prvič v življenju so videle zemljo, travo. Prvič so dojeli, da obstaja tudi zelena barva, ne samo asfalt pa beton. Ko je ta šok popustil, so se sprostili, pokazali zobe, dojeli so, da so tigri, ne da so neke deformirane zveri, ampak ja, zdaj so spet agresivni, so spet taki, kot bi bili v naravi. To je namen tudi tega parka, pomagati, ne glede na ceno in še enkrat pomagati tem živalim. Žal pa tale predlog zakona hoče tudi to znegirati in še tisto, kar v naši družbi funkcionira, bi ukinili, bi razformirali, s čemer pa se zagotovo ne strinjam in se bom boril do konca, zato da živali so živa bitja in čuteča bitja, da jim vsaj na tej lokaciji omogočam normalen zaključek njihove življenjske poti.